čast in veselje mi je danes med nami pozdraviti gosta, gospoda, ki ga seveda vsi poznate, Vlada Kreslina. Veliko besed v zvezi z njim in njegovim življenjem sploh ne bi izgubljala, ker ga mi vsi Slovenci tako dobro poznamo in ga imamo tako radi, da več od vse skoraj, da vemo od tebi. Torej, sicer pa, kaj ne rečem, legenda, ne bo to dovolj in za začetek mogoče Vlado kaj nasplošno, na kratkega o sebi. Ne, zdaj, ko vas tako gledam, me je to vrnilo nazaj na 35 let, ko sem bil učitelj. Stal pred razredom in moram reči, da je ima zdaj neizkušnja. Mislim, da je velika stvar biti učitelj in da je velika stvar biti dijak. To je fajn. Tako da to si zapomnite, nekolično. Zagotovo eno posebno obdobje v človekovem življenju je jasno to, da smo dijaki, pa potem to, ko odrastemo. V zvezi z vzgojo, torej vse skupaj je jasno povezano z vzgojo, bi te vprašala nazaj. Prvi vzgojitelji so seveda naši starši. In jaz res ne moram mimo tega, da nismo vsi navdušeni, jasno pa človek izhaja iz sebe, jaz pa še posebej, kako vsakič na tvojem koncertu vidim en tak perfekten odnos do tebe, do tvojih staršev, prvenstveno do očeta, da pravzaprav kako ti je uspelo to tako ohraniti. Verjetno ves čas v življenju pač ste bili na nek način povezani, ne? Ja, moramo zdaj zelo pazljivi biti, ne? Jaz ne verjamem to, ne verjamem, kaj zdaj, to zdaj modo med mamicami in ščetkami, mi dve sva prijateljce, pa to, ne? Ja, se strinjam. Jaz imam doma 3 otroke in moram reči, da smo mi več ali manj skozi v eni latentni vojni, ne? Kar se mi ne zdi slabo. Rajši imamo pornike doma, kot eni, ki bi skozi skimali, ki bi neopazni, ne sile miši, ki ne bi imeli svojega mišljenja, svojega upora. Tudi jaz sem imel, ne da sem namerno upiral, ampak skozi sem bil v opoziciji proti staršem, pa ne samo proti staršem, proti vse, ko sem bil mlad, ne. Mislim, da to tudi moraš biti, če misliš svojo glavo, ne. Tako da jaz z očetom, z mamo je malo drugače, ne. Mama je sin, mama je drugače kot sin oče, ne. Z očetom midva nismo imeli nekakšne povezave tam do zelo pozno, jaz sem se začela štekati, razumeti, takrat, ko predvetniški par na 70 starši 40 let. In vem, da ko smo enkrat nastopali z predvetniško bando, me oče bil takrat že pevc, ne. In je Jonas Žnidaršič bil naš gost. Rekel Jonas, no kak lahko s fotrom nastopaš, kaj si nov, ne. So rekli, ja Jonas, lahko jaz sem malo starejši od tebe, več, ne bo tako star, 27, 26, ni bilo tega razčiščenega do očeta, ne. Pa s časom pa zdaj jaz vidim, da je oče posebno drugačen, kot se mi je zdaj, ko sem bil mlad, ne. Zdaj vidim, da neka duša, pesniška, pesniška, pa to je kakšen računovodja, prezvedena. Tako, vsako leto več dojemaš, drugačne dojemaš, kot cel svet, kot cel starši. Zdaj so mi štekamo skupaj, zdaj so zelo franjsko. Zdaj se nismo prej, da je valjne celo, ampak ko jaz sem šel, ko sem bil 18 let, sem šel v problem mladira Svoboda, ne, iz Prekma, ne. In povedal, okej, tudi če nisi doma v varnem zavetju doma, ker te vsi v rokah nosijo, potem tudi malo drugač razumeš dom, ne. Moj sin je zdaj šel nekam daleč v tujino, ne, in sem mu rekel, prej je šel, ne. Joj, no, veš, kaj se te bo zdaj vrtno zgodilo, to, kar berem v teh
o mladini, ki se izseljuje, ne. Nažalost, tako zelo fejsem pravijo, da tudi tisti, ki niso marali goveje juhe, se pravi, kot so, na primer, mesec dni v Kanadi ali pa v Avstraliji, nekaj, ki je goveje juha, ne. Jaz sem zdaj mi pisal, kako je goveje juha? Ja, sem si nekaj kuhal. Ampak se goveje juha, ne. Jaz bi izkoristila zdaj tole priložnost, glede na to, da se pogovarjava o življenju, pa bi prebrala še eno pesem iz zdaj te zbirke Zakartana ura. To je čisto moj izbor, pa mi prostite, če ne bo najbolj, ne vem, vsem všečna. Meni je bila zelo. Moji dnevi, mehki in topli kot mamina dlan, z mano v žepu prišli so na plan sveži in raznobarvni, kot šopeke cvetic, peskovnik, poln smeha in žarečih lic. Počasi so rasli, si domišljali pomen, razglašeni in glasni, dobivali svoj zven, zaletavi in vihravi kot fant, ki zori, moji dnevi, ki so odšli. Spominjam se jih po pesmih, ki sem jih pel, to je bilo edino, kar sem želel. Postali so odrasli, vse krajši iz dneva v dan, včasih preglasni, da bi jih raje vrgel stran. Zdaj čakajo doli ob reki, z brado in dolgimi lasmi, moji dnevi, ki so odšli. Spominjam se jih po pesmih, ki sem jih pel, to je edino, kar sem želel. Spominjam se jih po pesmih, ki sem jih pel, o roži in o cesti, ko z njimi sem šel. To je lepa. Torej, če naveževa še malo na tole življenjsko pot in to, da si legenda, no? Ali pa kaj bi rekel v pesmi? Nič. Češ reči v pesmi. V pesmi je zelo nekaj govor, ne? Mislim predvsem, da je avtoritak. Že zaradi tega, ker to se mi zdi primerjava, naprimer, če te kdaj imeli to izkušnjo, seveda bote in imate, da prebereš knjigo, pa greš gledati film, ne? In potem je debata, ti film se mi zdi boljši, ne? Ampak se mi zdi, da je vseeno večkrat se zgodi, da rečeš, knjiga je boljša, ne? In zdaj se, kaj je verjetno knjiga boljša? Zato, ker ti da še svobodo, da ti svojo zgodbo malo napleteš na knjigi, ne? V knjigo bereš, ti vidiš svoje pokrajine, svoje barve, svoje okolje, svoje hiše, svoje ceste. Ko pa film posnet, pa vidiš njihove barve, njihove ceste, njihove hiše, ne? To, kar režiser naredil, kar je cela kompanija naredila, oni pa tako naredijo, da več ljudem všeč, ne? In to sem podobno zdi zdaj, če bi zdaj razlagal to pesem, pa bi bil vam to, kar se vi predstavljate, vaših dnevov, ne? Kar vi odraščate, ne? Tako da se, po mojem, ne sme kaj dosti razlagati pesmi. Ja, jaz si profesionalno moram. Ne, ki jo morate pa vi literatni, pa mi je ne smem. Ne vem, zdaj bi mogoče res naši novinarji mladi so pripravili vprašanja, pa da upam, da smo to za začetno tremo smo nekako opravili, pa mogoče kar vi vprašanje na tam. Kako ste pričeli vašo glasbeno kariero? Najljubše vprašanje. Ja, to je predvsem boljše vprašanje. Veš, da se zdaj, da rekel, da se ne znam, kaj je zelo to karijera najprej, moram zavim. Ja, ne vem, da ste prvo začeli, ko ste peli, da ste prvo začeli s kakšnim inštrumentom. Ja, misliš to, ljubezen do glasbe, pa vse. Ja, veš kako. Tam, ki sem jaz odraščal, smo imeli, je naša soba je menila na zadnjo sobo v eni veliki gostilni Central, ki je bila od mojega detka. In tam je vsako soboto, nedeljo igrala beltinška banda. To so bili eni gospodje, ki so tam igrali te šlagere in te.
polke vaške ne, so igrali bolj te prekmorske, one srednje evropske, gostilničarske pesmi, ne. In jaz sem verjetno že takrat jih hodil gledati in zdaj tle je vprašanje, kdaj se ti navlečeš na neko stvar, ne, na muziko, na nekaj, ne. Ti spomnim, da me je fotar dal na štango, pa smo šla z Beltenec do Mure in smo ribe lovila in jaz še zdaj v tem ribolovu noter, zmeraj hočem ribe loviti. S tem, da nič ne vnjamem, to pustimo zdaj, ne. Ampak rad gledaš, zmeraj tiste štupli gledati, pa takrat pa sem bil, on me je prav na to, veš, ne. In podobno je verjetno z muziko, kdaj ti dobiš noter ta impuls, verjetno sem ga že tam dolgo, ne. Druga stopnja pa bila, ki je bil oče eno črno kitaro imel tam v kotu, včasih je zabrenkal, ne, svoje ruske šlapere, pa te kovbojske komade in pol zdaj tretji prelomni moment je bil pa to, da sem jaz bil toliko star kot vi, malo mlajši, zdaj mlajši, ko so se pojavili Beatlesi pa Rolling Stonesi, ko se začela ta muzika, ne. Ko se je prejšnja nehala, Elvis je že malo ponehal in je prišla čistena nova muzika, čistena. Jaz sem šel nazaj pa spet ribolov. Jaz sem bil star na 12-13, ko sem šel z enim mojim prijateljem ribe loviti s kolesi na Muro in ko sva se vračala, so se slišala eno blazno, glasno muziko in vrževa bicikle, koprive in pogledava, je stal cirkus na sredi vasi, Žekovci. Pravi cirkus. In gor zvočniki in iz zvočnikov se je slišalo sem rekel, kaj je to? Tu sem bil, to je bil komad Satisfaction od Rolling Stones. Sem rekel, to je moj svet. In pa smo tam ostala celo noč, pa so oni mislili, cela dolina starših, da smo utonili, so me iskali gasilci, policija, ribiči, celo noč, mama je zgor kabzo dela, ko so me mladi, sem bolj prespal v tistem vagonu, pri teh, to muziko poslušal, ne, pri cirkusantih. In to me je tako zaznamovalo, ne, mislim, zaznamovalo, ni nas samo muzika zaznamovala, to moramo zdaj paziti, ne, kaj je zdaj, kaj so ti momente, mene je zaznamoval, šarmiral ta upor, ki je bil v tej glasbi. Ker ni bilo skozi tisti, ne, mi se imamo radi, pa ne, Slovenija, ampak je bilo I can't get no satisfaction. Nimam potrdila, samo potrditve. Satisfaction, nimam satisfaction, ne. To je mene zašarmiralo, to da vsak je, večina verjetno, po mojem sam, vsak si misli, da je čutimo, da smo posebni, da nas noben ne razume. Ne? Jaz imam eno pesem, čudež si bil že kot otrok, ne? Se ti zdi, da te noben ne šteka, pa si sam, pa vse imaš ene prijatelja, pa one svoje traume imaš pa sam, ne? In ta pesem mi je dokazovala, da nisem sam, da je to, veš. Zelo se je sploh to muziko tam, ne? Veš, da se posebiš z, če slišiš včasih kakšno glasbo, ne? In če besedilo to praviš, to je to. On govori o tem, kar jaz mislim, kar jaz čutim. Stoti je tista pisam še, nisem za melodije, eno, pa še vse ostalo, ne, kontekst. Koliko albumov ste izdali? Albumov, joj, ne, 20. Kaj pa je kakšen vaš dogodek na koncertu, ko se vam je najbolj spomin vdrl? Vdrl? Nekaj sem bil rekla, besedo vdrl sem se spomnil, ker sem je vdrl. Ker sem je res vdrl. V Morski Soboti, v gradu, z Martini Krpan, tisti klasičen oder, zelo taki odri, nekakve odri so dobili, da je na sredi je bila odprtina, seveda, zdeska zakrita, kjer so si odprli in tam so nalagali premog noter, gledalima, ne, premog. Jaz sem pa Krpan bil precej živahan in sem tam skakal in se ono 90, ono deska zlomil in jaz do vsem noter. Hvala noter, lupno, nekajo. Jaz prosto si nekaj, kaj zdaj, fanti, naprej, daj mi mikrofon, zdaj mikrofon naprej bojem.
To se mi je prvo reči. No, pa še kakšen, ne? Verjetno. Ja, nekaj tega je bilo ogromno. Mislim, da je drugačen. Kaj pa gosti, recimo, je kakšen poseben vtis naredil? Vsak gost je drugačen človek, drugačen muzika, pa nas je, drugačen odnos ima, da ne, mislim, eni so. Koliko smo ljudi različni, ne, zdaj greš. To je, zakaj imamo ene nastopujoče, ene raje kot ene ne, zato ker se spet prepoznamo v njih, ker so karizmatične, ker so ono, wow, takšen jaz bil, pa to ne, s tem ti pa računa pivo, s tem ti pa nekaj. Eni so taki, eni so bolj, eni so bolj, če ravno zdaj, da na oder stopiš, ne moreš biti ekstrovertiran preveč, ne, malo ega že moraš imeti, ne, da bi se pokazal potom, ne. Tako da so glavne ljudi, ki nastopajo, so glavne, ne, šatmantne koliko toliko, ne, da ne bi niti do odra prišli, pa oziroma na oder, ne. Tako da večino gostov je fajn sodelovati, ne, zato je tudi povabno. Pa te kdo kdaj zavrnil? Tega se ne spomnim. Vrtno je, že da. Zdaj se pa nisem spomnila dolge debate o tem, če me zavrne ali ne. Ja, pa lepo ni. Rekla, da ona ne mara te ciganske, ker to se vsi šlepajo da te ciganske pesmi, ne. Ja ne volim malo ciganov. Jaz sem rekla in oni ciganske kraljici, Esmi sem rekla, Esmi se znaš. Ove ciganske svi se šlepajo na ovo, to ja ne volim. Pa mama rekla, pa znam, Josipice znam, da ti ne voli znam. Stvarno ne voli, da kažem Kristi, ali dobro. Ona tvoja roža može točno da odpjeva. Ja, prav zanima vaš pogled na kakšne hobije imate? Ja, zdaj sem na hobi zdaj mi se zdi gole. Ja, Ribo Tomas ne željo, da bi pripravil, ne. A želja je moj hobi, da je. Jaz bolj želja imam hobi, jaz kam se šel. Ampak vse sem to že ugotovo, da včasih zelo so moj željo, ne. Ko se nekaj želim popeljem, pa treba pojem, da nešto zemlje, ne. Včasih je res pot, ne, kot pravijo, da je pot pomembna, ne cilj, ne. Ko nekaj dobiš, vse veste kako, ne. Si želiš, nekaj si želiš, pa ko dobiš, ne, se nič, vse ne.